Tako, postni čas in velika noč sta za nami. Kar smo naredili, smo naredili. Sam sem si za letošnjo akcijo odločil pridružiti postni akciji 40 dni brez alkohola. In sem zdržal. Ampak moram reči, da bi mi bilo na trenutke kar težko. Sploh takrat, ko sem slišal prijatelje, kako so odpirali piksne, se veste, profesor Toporišič je celo tistemu zgornjemu delu piksne dal ime, rekel je, da je to cntantant. In vsakič, ko sem slišal tisti cntantant, sem si mislil, mašinca, zdaj se pa res pustim. Ampak potem sem pomislil malo bolje, spomnil sem se preroka Izaije iz Stare zaveze in sem si rekel, a ni tole bolj pravi post. Prerok Izaija pravi takole. Mar ni to post, kakršnega sem si izbral, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarm. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Mar ni post, kakršnega sem izbral, da porežeš in znižaš svojo živo mejo in se usmiliš ostarelih sosedov, ki ne vidijo ogledala preko ceste, da bodo lažje speljevali na cesto, na glavno cesto. Seveda, kot si lahko mislite, tale zadnji del ni ravno originalno iz Izaije, je pa originalno iz mojega osebnega svetega pisma, oziroma ne iz mojega dnevnika, ampak iz mojega življenjskega svetega pisma. Svetega pisma, ki ga moram jaz prevajati in prenašati v svoje življenje. In vem, svetopismo pač ni namenjeno informiranju, ampak je namenjeno transformiranju. Namenjeno je temu, da v meni naredi konkretno živo spremembo. In ja, seveda, ta moj primer z živo mejo je čista banalnost. Gre seveda za problem prvega sveta. Gre pa tudi za nekaj, s čimer sem se jaz dejansko ukvarjal več let. Strašno mi je šlo na živce, da pred svojo hišo živim kot na razstavi, da me lahko vidijo vsi, ki se peljejo mimo. In zato sem 1, 2, 3 leta počasi spuščal tisto živo mejo gor, dokler ni bila 20 cm višja. In tistih 20 cm je pomenilo bistveno razliko zame in za moje sosede, ki se na novo ogledalo nikakor niso mogli navaditi. Glejte, ko sem zadnjič pripravljal premišljevanje o blagor tistim, ki delajo za mir. In sedaj, ko pripravljam blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli meje za delo. Takrat sem začel razmišljati. A ne gre tukaj v bistvu za isto stvar? Tukaj obakrat Jezus govori meni čisto konkretno. Kje pa ti delaš za mir? Koga se boš pa ti usmilil? No, tale živa meja je bila še najlažja konkretna stvar, čeprav verjamete mi, da ni bila čisto enostavna. Poglejte, čakajte samo malo, da tle naštimam telefon. Poglejte si, prosim, kako zelo grdo zdaj ta stvar zgleda. Čist je oskubljena. Ampak ja, lahko pa rečem, da je to vendarle bil en pravi post. Naredil sem nekaj, kar mi sploh ni pasalo, zaradi tega, ker me je k temu pozivala moja vera, moje krščanstvo. In to je en tak trajen post, ki dejansko pomeni konkretno spremembo in ne traja samo tistih 40 dni. Ker post, če po njem nisi čist nič drugačen, ko si bil prej, pa sploh ni bil post. In ja, tudi po veliki noči smo Slovenci poklicani k temu trajnemu postu, ki nas bo spremenil zavedno. K postu, ki nas bo peljal k večjemu usmiljenju. Tudi po koncu posta se moramo mi postiti od naših brezhibno urejenih živih mej, od naših lepih, novih, popolnih fasad. Pa seveda, tukaj ne mislim samo na tiste lepe, popolne fasade na naših bajtah, ampak predvsem fasade v tistem prenesenem pomenem besedo, fasade, ki jih nosimo na svojih obrazih. Naša slovenska pregovorna favšija in naše neusmiljenje namreč izhajata direkt iz te naše kvazi idealnosti, iz te popolnosti naših fasad. Zato je bistveno, da se ob tej veliki noči slovenski kristjani končno enkrat nehamo pretvarjati in si priznamo, da tudi mi potrebujemo odrešenika. Ravno velika noč je dokaz, da tega odrešenika imamo, da je Bog se nas že usmilil. Kristus je umrl za nas, ko smo bili še grešniki, pravi apostol Pavel. Torej, Bog nas z neizmernim usmiljenjem ljubi, sprejema in vabi. Ampak kaj, ko smo se mi te Božje ljubezni, te velike noči, tega vabljenja že tako navadili, da to poslušamo v cerkvi vsako leto in nas komaj da še kaj oplazi. A je sploh še kakšna možnost, da to sporočilo, to veselo oznanilo, kdaj vzamemo zares?
C.S. Lewis, avtor znanih knjig, kot so Pisma izkušenega hudiča, Golo krščanstvo in pa slavnih zgodb iz Narnije, je nekoč rekel: krščanstvo je trditev, ki je, če je neresnična, popolnoma brez pomena. Če pa je resnična, pa je neskončnega pomena. Ne more pa biti nekaj vmes. Torej, krščanstvo nikakor ne more biti nekaj, kar je samo za enkrat na teden ali pa samo za te velike praznike, ko grem k maš, potem se mi pa nikjer več nič ne pozna. Krščanstvo je pač klic k temu, da to živimo vsak dan, v vseh odnosih. Sicer nas bodo upravičeno še naprej imeli za hinavce. To isto kot C.S. Lewis je v Svetem pismu že zdavnaj rekel tudi apostol Pavel, ko je pravil: če Kristus ni bil obojen, se pravi, če ni vstal od mrtvih, je prazna naša vera in smo še vedno v svojih grehih. Celo tako je rekel, da če to ni res, potem smo kristjani najbolj bedni od vseh. Ampak potem doda: ampak Kristus je ostal. In tudi, gledajte, krščanska vera v ostajanje je zgodovinska stvar, ki se je zgodila v konkretnem zgodovinskem trenutku, konkretnemu zgodovinskemu človeku in ki so jo apostoli, konkretni zgodovinski ljudje, razglašali za ceno svojega življenja. Na milijone ljudi, vse do današnjih časov, je to resnico plačalo s svojim življenjem. Čas je, da se mi vprašamo, kaj bomo mi s to resnico naredili v svojem življenju. A jo bomo končno enkrat vendarle vzeli zares? A bomo Slovenci to svoje krščanstvo vzeli zares tako, da ga bomo znali prevesti in prenesti v svoje konkretno življenje? Če imamo vstajanje za resnično, potem se obesimo na to. Potem črpajmo izvir svojega usmiljenja v tem dejanju, ki ga je Bog usmiljeno naredil do nas. In takrat bomo lahko to prejeto usmiljenje podarili svojim bližnjim naprej in zaživeli ta blagor usmiljenim v polnosti. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo prejeli.